O prekletstvu digitalizacije in o glasbi za fast food konzumente, komentar dneva, kosta.mc.com. Najprej bi vas lepo pozdravil in rekel, da je to le prebrano. Ko se je pred 3 tedni moj brat vrnil iz Hong Konga, je prinesel s sabo vse mogoče električne igrače, po domače gadžete. Kul sem si rekel, tam je elektronska roba, recimo, da veliko bolj poceni kot v Evropi, v Sloveniji pa enih stvari sploh še nimamo. In med drugim je prinesel tudi famozni Apple iTouch, ki je v bistvu zelo kul zadeva, ne. In ko sem ga v bistvu videl, sem se nekako spomnil tistega komprejevskega občutka, neke pretekle reminiscence, bi lahko človek rekel. Tako kot časi, ko so starši prišli iz Italije in prinesli s sabo en majhen kinder jajček in ti si v bistvu gledal to zadevo kot neko veliko presenečenje in v bistvu si razmišljal, kaj je vse noter, medtem ko si jedel tisto čokolado. No, v bistvu iTouch je v bistvu ena zelo podobna zadeva, ne. Je v bistvu neka vrsta super jajce, gor je GPS, da se ne zgubiš v urbani džungli, potem se lahko povežeš na medmrežje, če ti je dolg čas, lahko daš gor 128 albumov ali pa mogoče, ne vem, 20.000 komadov različnih, ne. V bistvu je res super zadeva, sem si rekel, ne, enkratno. In potem sem se v bistvu s bratom vozila po Ljubljani in zadevo sprobavala, ne. GPS je super delal, ampak naenkrat so se pojavila pri enem problemu in sicer to je bilo to, da se pri 20.000 naloženih komadih nismo mogli odločiti, kaj bo poslušala. Enostavno. In sva preskakovala albume, sva preskakovala komade in sva se prevozila v glavno celo Ljubljano in sva na koncu pristala na radiju, ne. Tako da sem se v bistvu takrat spomnil na komad od Brucea Springsteena, če mogoče gledalci poznate zadevo, 57 Channels and Nothing's On, ne. V bistvu je zelo podobno nastalo tudi z glasbo, ne. Včasih si šel tu doma programe, nisi vedel, kaj bi gledal za isto z glasbo, ne. Danes si lahko z interneta loadamo ogromne glasbene arhive in se v bistvu okoli hvalimo, kaj vse imamo, ne. V bistvu je pa vprašanje, koliko te glasbe mi sploh danes poslušamo, ne. In medtem, ko nekateri kupujemo albume, zato ker imamo neke vrste fetiš na v bistvu oprijemljive stvari in v bistvu se radi poglobimo, da me ne bodo narobe razumeli, v izvajalca, se mi zdi, da smo ti ljudje, ki te stvari počnemo, postali neke vrste ogrožena vrsta, ne. In v bistvu smo Slovenci v primerjavi z ostalimi narodi stare Evrope, bi lahko rekli, ne, smo v bistvu še bolj podivjali, zaradi tega, ker so nam 50 let v glavo bijali floskulo, kaj vse smo zamudili, ne. In se mi zdi, da smo nalogo nadoknaditve zelo dobro opravili, ne. Tako da smo v bistvu po tej blaznosti in tej norosti in obsedenosti z novimi stvarmi že zdavnaj prehiteli staro Evropo, če bi lahko tako rekli, ne. Tako da smo v bistvu postali fast food konzumenti glasbe in popularna glasba je postala happy meal na drive-inu, pa dober tek in to je od mene vse. Lep pozdrav. Yeah.